v zgodovini samostojne Slovenije še noben premier ali pa kandidat ni rekel, da je njegov resor slab. To je vedno je pač bitka za interpretacijo, resor je vedno dober, pa celo če bi pobili tistega za dobrobit živali. Zanimivo je, marsikakšne očitke smo lahko slišali na račun Marte Kos, ampak izrečene pravzaprav na tako pobalinski ali pa neroden način, da je celo Franc Breznik kot predsedujoči odboru moral umiriti svoje strankarske kolege. Ker potem v igro vrača Tanjo Fajon, aktualno zunanjo ministrico, ki nekako z blagim nasmehom te dni spremlja zadrege Marte Kos preko medijev, tako da ni dvoma, da ozadje celotne te zgodbe za športno loterijo Čeferinom in svojim bratom pozna tudi Ursula von der Leyen in naj bi bila na te bratove posle v Sloveniji celo posebej, po mojih informacijah, te dni opozorjena. Dobrodošli na tedenskem safariju po politični savani, v podcastu, ki ga spremljajo levi in desni. Oziroma levi in desni, kakor je pač komu ljubše. V savani spet sije sonce, naš sončni kralj pa je te dni izrekel, da je Sloveniji uspel zgodovinski met. Z vami sva Mirko Majer in Peter Mrše. Pa pojdimo kar takoj k stvari. Ta teden se je pravzaprav bila vojna za interpretacijo komisarske sage. Ja, res je. Del opozicije na čelu stranko SDS nas prepričuje, da gre pravzaprav za fiasko, za sramoto za Slovenijo, da je resor, ki smo ga dobili, torej resor za širitev, slab in da je bil seveda Tomaž Vesel vržen čez ramo pod pritiskom Ursule von der Leyen, nova kandidatka Marta Kos pa da je sodelavka Udbe. Pa za začetek pogledamo morda, kaj nas prepričuje pa naš sončni kralj. Poglejmo. Sloveniji je uspel zgodovinski met. Zaupana nam je velika odgovornost. Slovenija je s tem, ko je dobila resor za širitev, dobila tudi ključ do stabilnosti in miru. Ne le na Zahodnem Balkanu, ampak tudi v vzhodnji Evropi. Zgodovinski met ali zgodovinski fiasko? Najprej bi se vprašal, kateri met je mislil premier Golob, morda met Tomaža Vesela čez ramo. Mislim, da je letel prvi kandidat tako daleč, da se niti Kristjan Čeh v disku ne bi sramoval takega meta. Sicer pa glede resorja, definitivno ni tako slab, sploh pa če malo postavimo v kontekst, to besedo kontekst smo ta teden slišali in jo bova še velikokrat tudi v tej epizodi, sploh ne glede na vse, kar je Slovenija počela v Evropski komisiji v preteklosti. Če pogledava, Janez Lenarčič vodi še vedno resor za krizno upravljanje. Osebno sem prepričan, da preden ga je dobil Slovenci, v glavnem nismo nikoli slišali za kaj takega, pa sem šel pogledati recimo medijske izjave iz jeseni 2019, ko se je zgodilo to imenovanje. Resor Lenarčič razume kot priznanje Sloveniji, Šarec pa o resorju pravi, da je dober, ali pa potem malo manj eksotično se sliši resor za promet, ki ga je predtem vodila od leta 2014 Violeta Bulc. Spet časopisni naslov, Violeta Bulc dobila resor prometa, Cerar zadovoljen. Tako da, kaj hočem reči, v zgodovini samostojne Slovenije še noben premier ali pa kandidat ni rekel, da je njegov resor slab. To je vedno je pač bitka za interpretacijo, resor je vedno dober, pa celo če bi pobili tistega za dobrobit živali. Ki bo zdaj očitno Madžarski nekako kazensko pripadal. Se ravno glede Madžarske, treba je tudi malo pogledati v zgodovino tega resorja za širitev, ki smo ga zdaj dobili. Prej je bil ravno madžarski komisar Varheli, ki sodi v krog Viktorja Orbana na tem resorju. Se ne, da bi ta resor označil ravno prav kot kazenski, ampak dejstvo pa je, da je prav ta komisar iz Madžarske evropske poslance ob neki priliki javno imenoval za idiote. Tudi sicer poznava odnos med von der Leyenovo in Orbanom, mislim, da ga je to poletje proglasila za političnega sodelavca Vladimirja Putina. Tako da že v preteklosti oziroma vsaj zadnjih 5 let je bil to resor, ki so se ga veliki nekako otepali, in je pripadal kazensko-madžarski in zdaj madžarskega kandidata, ki sploh še ni nujno, da bo potrjen, selijo na, kot praviš, resor za, mislim, da varno hrano in zdravje živali. Nekaj takega. Zdaj, ko ocenjujemo pravzaprav to težo resorja, je treba pravzaprav pogledati več stvari, lahko rečemo spet, da damo to malo v kontekst. Torej, nekako večino teh pomembnejših resorjev običajno zasedajo neki
večji igralci ali pa so bolj nekako upravičeni, se počutijo bolj upravičeni in so tudi politično močnejši, da jih načeloma vedno nekako vsaj nekaj teh resorjev dobijo. Vedno nekaj teh recimo podpredsedniških resorjev dobijo tudi manjše države, je pa to seveda pač pogojeno s tem, da tudi država, da bom rekel nekoliko bolj resnega kandidata, recimo trenutno je to naprimer Kaja Kallas iz Estonije. To je zelo dober primer, ja. Ki je pravzaprav uspešna premijejka, zelo poznana na političnem parketu, tudi pravzaprav gradila je to kampanjo, se mi zdi, za to mesto kakšno leto in pol. Se že neka logika, ne? Če že tako mala, manj vidna članica da še svojo politično drugo ali tretjo ligo, potem težko v Bruslju pride do izraza. Ne? Drži, ne? Slovenija pravzaprav je samo enkrat bila na tem, da bi dobila podpredsedniško mesto in sicer takrat leta 2014. Takrat smo dali prvo ligo v bistvu. Ko je Jean-Claude Juncker zmotno ocenil, da to, da je nekdo bil premijer oziroma premijejka v tem primeru v Sloveniji že nekaj pomeni in Alenki Bratušek mislim takrat namenil. Morda je preveč bral njeno knjigo, veš, da je odgnala trojko iz Slovenije osebno. Morda, dobila bi sicer mislim, da energetiko, potem pa se je itak nijem druge besede kot ubrukala na soočenju in posledično potem še ta teden, ko so pisali o Marti Kos, kar sicer še bova, je bruselski politik omenil, da je bila dobesedno sramota oziroma da je popolnoma pogorela takrat pred letine. Tako, če bi Slovenija želela recimo nekega res uglednega resorja, bi morali verjetno poslati res prvo ligo, kar bi v Sloveniji recimo bili Janez Janša, Borut Pahor, Lojze Peterle ali ljudje podobnega kova, ki pa jih v Sloveniji pravzaprav ni tako veliko, predvsem pa aktualna oblast, mislim, da z njimi nima. Zakaj se malo smejim, pa še volk bi bil sit in koza cela, Američani imajo taktiko promote him away, ko nekoga ne maraš več gledati v Ljubljani, po domačega napreduješ v Bruselj v bistvu, in s tem pošleš nekoga, ki je sicer operativno sposoben, bo torej v Bruslju dober, pa še v Sloveniji bi si marsikdo oddahnil, tako da. Ja, morda kdaj zelo bodoče. Primer tega mislim, da je bila recimo Ljudmila Novak iz Nove Slovenije v prejšnjem mandatu. Ja. Tako da zdaj to recimo, če pogledamo še, kaj smo dobili kot mandat, oziroma ta komisar za širitev. Načela sva že malo zgodovino, da je to očitno zadnja leta bil resor kazensko namenjen Madžarski, težava vsebinska s tem resorjem pa je zelo praktična. Od poletja 2013, ko se je Hrvaška kot zadnja pridružila tej evropski družini, pač širitve ni. Imamo Kosovo, ki 2 leti čaka na tisto prvo stopnico, to je pač status sploh kandidatke. Potem imamo Bosno in Gruzijo, ki ta status, torej to prvo vstopno stopnico imata od konca leta 2022 oziroma 2023, pa 6 držav, s katerimi že leta in leta pogajanja pristopna tečejo, najdlje pa od leta 2012 Črnogoro. Še to bi dodal, poznavalci bruselskega dogajanja nekako ocenjujejo, da bo kriza z vsebino na tem resorju trajala še med 5 in 10 let, odvisnosti od tega, kaj recimo se bo dogajalo na Nizozemskem. Vemo, da so dobili pred kratkim precej radikalno desno vlado, in da je v Franciji, recimo, ki je supersila Evropske unije, desnica tudi močnejša, kot je kadarkoli bila. Tako da resor, če jaz povzamem na moji strani, je gotovo boljši od resorja za varnost živali, ni pa kakšen Mercedes ali Ferrari, to pa tudi gotovo ne. Je treba morda vseeno priznati, da se je po začetku vojne v Ukrajini ta širitveni proces nekoliko okrepil, tako da je tudi morda, kar se je zdelo pred 5 leti povsem brez veze, je zdaj nekoliko manj brez veze, tudi ob dejstvu, da je temu resorju zdaj priključena Ukrajina, kar pa se morda kdo obeta tudi, kakšen posel, vendarle bo šlo za milijarde za obnovo te države. Pri najni oranžni barvi, ker denar pa ne smrdi ne gradbincem, ki so blizu desnim strankam, pa ne gradbincem, ki so blizu levim, tako da. Tako je, to pa vsekakor drži. Tako, Peter, torej zdaj sva malo obdelala samo vsebino resorja, pa kako smo v resnici lahko zadovoljni z njim ali ne. Kandidatko zdaj tudi vemo, katero imamo, Marto Kos, njena sličica je, kakorkoli jo še čakajo neka zaslišanja in koraki, pristala na organigramu Ursule von der Leyen za naslednjo komisijo.
Ampak tvoj občutek je to, kar gledamo, v bistvu res začetek konca te komisarske sage in gremo zdaj počasi od tega neorganiziranega kaosa proti epilogu, oziroma po domače je sploh nujno, da bo Marta Kos potrjena pred evropskimi poslanci, še drugače se lahko sličica v organigramu še kaj zamenja. Mislim, da kot istočnico za ta razmišljanja najbolje, da pogledava izjavo oziroma tezo, ki jo je ta teden postavil evropski poslanec NSI Matej Tonin. Če pa se bo šlo v rušenje posameznih kandidatov, potem bo najverjetneje dosežen dogovor med 3 političnimi skupinami, to smo mi, krščanski demokrati, socialisti in pa liberalci. In v tem primeru, če bi padla odločitev, in ta odločitev bo kmalu znana, da se posod v eni skupini pač najslabši člen odstrani iz liste, bo najverjetneje v vsaki politični skupini potrebno poiskati najšibkejši člen. In glede na predlagane kandidate v liberalni skupini bi se lahko utegnilo zgoditi, da bi ta najšibkejši člen v njihovi skupini bila to Marta Kos. Ja, tule na koncu se je Mateju Toninu zataknilo, pa tudi sicer v politiki velja, dokler ni vse dogovorjeno, v bistvu nič ni dogovorjeno, se lahko zatakne tudi Marti Kos. Kaj praviš? Drži, marsikaj se lahko še zatakne, vendarle Marto Kos čaka zelo naporno zaslišanje. Slišali smo tudi Mateja Tonina, ne gre zgolj za njegovo oceno. Bruselski politiko se je te dni razpisal o tem, kateri kandidati so recimo najšibkejši in je Marta Kos uvrščena na drugo mesto takoj za že omenjenim madžarskim kandidatom. Tukaj treba povedati, da pravzaprav od leta 2004, odkar Evropski parlament zaslišuje in potrjuje kandidate za komisarje, Evropski parlament še nikoli ni poslal naprej celotnega 20 paketa. 20 let, dolga doba. Tako da vsako leto se zgodi, da vsaj kakšnega komisarja ne spusti, ostane na situ, lahko temu rečemo, in Marta Kos ima več razlogov, zakaj bi se ji to utegnilo zgoditi, poleg že omenjene matematike, ki ji ne gre v korist, namreč po tej politični matematiki imajo liberalci, ki jim pripada tudi Marta Kos, pravzaprav v tem trenutnem razrezu eno mesto več, kot jim pripada, socialisti pa enega premalo, tako da že v tem kontekstu bi se utegnilo iskati menjavo. Sama Marta Kos pa verjetno ima največ težav ravno z proruskimi stališči, ki se ji očitajo, ki jih je težko vreči, kljub temu, da se je spretno pravzaprav v temu izmikala in vedno našla neke ampak, ki jih je potem uporabljala v svojih izjavah. Težave ima tudi s sodelovanjem službo državne varnosti, ki ga očitajo v SDS, češ da so jo našli v tistih seznamih iz arhivov, kar je recimo zanimivo v Evropi gledano nekoliko drugače kot pri nas. Pri nas je to skoraj nekako porogljivo, v Evropi pa je za nekoga, da bi bil zasedel tak politični položaj, kot je evropski komisar in bil hkrati sodelavec tajne službe, nekako nepredstavljivo. Drži, je pa tudi res, da je Evropa večinoma opravila vsaj te države s komunistično izkušnjo lustracijo, pri nas pa tudi opozicijo oziroma nek pojem desnice v državi je nekdo, ki je bil mladina partije. Tako da. No, tudi to je pa res, da je šel že kar precej pred koncem ven. Očitajo ji pravzaprav tudi težave v prejšnjih službah, mobbing na veleposlaništvu v Švici in pa konflikt interesov z njenim aktualnim možem. Poglejva, kako se je Marta Kos pravzaprav na zaslišanju pred parlamentarnim odborom v Sloveniji odzvala na te očitke. Nobenega postopka za mobbing proti meni ni bilo in v vseh letih na veleposlaniškem položaju sem dobivala najvišje ocene za svoje delo. Nikoli nisem bila članica službe državne varnosti. Ob koncu prejšnje države sem bila študentka. Nemogoče bi bilo, da bi postala veleposlanica v Švici in v Nemčiji, kjer so me pregledovale tuje varnostne službe, če bi bila sodelavka. Glede navedb, da sem rusofil, vidim, da veliko daste na to, kaj pravi Reporter, kaj pravijo drugi mediji, tudi glede Tita. Pomembno je, v kakšnem kontekstu je to zapisano. Nisem nobena poveličevalka Tita, bi pa morala pogledati, v kakšni povezavi je takrat to bilo napisano. In tudi navedbe v Politiko so
vzete iz konteksta. Namreč takrat je bilo vprašanje, je odziv slovenske politike na krizo v Ukrajini v skladu z interesi Slovenije. In tisto, kar je bilo najpomembnejše in s čimer sem takrat tudi začela, to je bilo marca leta 2022, je bilo: dejstvo je, da je Rusija agresor in da krši mednarodno pravo, dejstvo je, da trpi civilno prebivalstvo in da Rusija laže, ko govori, da civilne ustanove niso tarče. To je vsekakor treba obsoditi. In če me na osnovi tega razglasite ali pa menite, da sem rusofil, nimate prav. Zdaj, tisto, kar je zanimivo, je, da je članek v bruseljskem Politiku celo 2. Eden od teh se ukvarja samo posebej z Marto Kos in z njeno preteklostjo. Vse to je bilo napisano in objavljeno pravzaprav pred oziroma med tem zaslišanjem in ni nastalo kot povzetek, kar pomeni, da imajo v Bruslju očitno izjemno dobre informacije o Marti Kos. In tukaj treba dodati, da Politiko ni medij, ki bi običajno imel neke močne stike s stranko SDS, gre bolj za leve. Tako da malo verjetno je, da bi kar nenadoma si na desnici vzpostavili stike z novinarji Politika, pač pa bolj verjetno, da gre pravzaprav tukaj tudi za nek konglomerat levih interesov iz ozadja. Ja, tako je. Marta Kos sem poslušal potem še enkrat natančno nekatere dele tega zaslišanja, sicer izrecno reče v izjavah po zaslišanju, da ocenjuje te članke, ta 2 članka v Politiku nekako kot prizadevanja SDS-ovih europoslancev, pa po mojih informacijah iz Bruslja ni tako. To, kar omenjaš slednje, interesi proti Marti Kos dejansko so v evropskih političnih krogih. Bruseljski Politiko, kot si omenil, po oceni poznavalcev bolj kotira levo kot desno, ga bolj obvladujejo te leve politične silnice. Članek, ki si ga omenil najprej, v katerem omenjajo 5 kandidatov, ki bi naj imeli največje težave z zaslišanji pred evropskimi poslanci, je po mojih informacijah iz Bruslja predvsem odraz internega lobiranja evropskih socialistov. Zakaj gre? Malo sva že nakazala. Tako kot imajo liberalci ta hip enega komisarja preveč glede na število predsednikov vlad, imajo socialisti en resor premalo. In zanimivo v tem članku je, da so ponudili 2 liberalna, se pravi Aldejeva kandidata, ki bi lahko odpadla, med drugim tudi Marto Kosa. Sicer pa viri nekako v Bruslju omenjajo kot najbolj verjetna 2 scenarija za prihoden razvoj dogodkov. Prvi, ki ostaja menda še vedno sicer najbolj verjeten, je ta, da se v razdelitvi komisarskih stolov niti med skupinami, niti poimensko pravzaprav ne spremeni nič več. Menda je Ursula von der Leyen tako dobro preštela, da so zdaj vsi vsaj po malem zadovoljni in volje za kakšne velike spremembe ni. Kot praviš sama, pa statistika govori proti tej tezi, ker že 20 let ni šlo tako gladko, morda tudi letos ne. Zdaj pa, računica, ki je pa zelo intrigantna za slovenske razmere, pa je ta računica, ki jo je nakazal tudi Matej Tonin v svoji analizi, in sicer, da bo vsaka skupina nekako morala pristati vsaj te 3 velike, ki sestavljajo koalicijo, na eno žrtev, Presenečenje se pojavi predvsem pri socialistih. Politična prvokategornica Teresa Ribera, ki je 4 leta že tudi podpredsednica španske vlade, naj bi imela močno interno opozicijo med španskimi europoslanci, tako da je prav možno, da celo kot prva desna roka von der Leyenove, kot prva izvršna podpredsednica odpade iz te matematike. Po tej računici bi se potem EPP odpovedal bolgarski kandidatki, in liberalci Marti Kos. Zakaj je pa ta scenarij zanimiv za Slovenijo? Ker potem v igro vrača Tanjo Fajon, aktualno zunanjo ministrico, ki nekako z blagim nasmehom te dni spremlja zadrege Marte Kos preko medijev. In sporoča, da je to sicer ne zanima. In sporoča ves čas, da je to sicer ne zanima. Po drugi strani, predstavljaj si, če res pade španska prvokategornica, potem se odpre socialistom mesto izvršne podpredsednice, in če bi to pripadlo Tanji Fajon, je tukaj še nekdo, ki bo vesel, in to je Robert Golob, ne Tomaž Vesel. Zakaj? Ker bi preprosto lahko ponudil podoben nastop, kot ga je ta teden, in kljub temu, da bi mu padla že 2 njegova kandidata zapored, preprosto razglasil zmago, ker podpredsedniško mesto bi bilo pa zgodovinski met. Seveda, ki ga je sicer bi lahko dosegla že Alenka Bratušek, če spomnimo nekoliko, ampak vendarle Marta Kos je prestala
prvo od zaslišanj, gledali smo ga v državnem zboru, kar 5 ur, mislim, da je trajalo skoraj vse skupaj. Čeprav je Žan Mahnič že v prvih minutah rekel, da ne želi zapraviti preveč časa. Ja, mislim, da si sicer tega nasveta kasneje tudi zelo držal, celo v samem začetku, kot rečeno, je ponudil Marti Kos, kaj pa če bi morda razmislila in kar takoj odstopila. Morda si pogledal še nekaj teh izsekov. Bilo je res burno. Tako da mogoče v izogib temu, da se Slovenija osmeši tudi v tej drugi fazi, da damo še nekaj minut časa kandidatki ali pa da direktno pove, če je vendarle kljub temu odločena, da gre in Slovenijo v potencialno sramoto spravi tudi v tem drugem krogu. Kolega Mahnič, samo malo. Kolega Mahnič, torej vaš postopkovni predlog je, da damo kandidatki čas. Jaz, če želi, lahko damo čas, drugače jaz tega ne bom predlagal. Bom tudi speljal to zaslišanje, tako kot se pritiče evropskim vrednotam. Zanimivo je, da ko govoriš o udbi, da enega poslanca to zmoti. Šel po seji malo se znam prečekirati. Zdaj, od 14.000 do 14.999 piše namreč sledeče, da gre za... Samo malo, gospod Mahnič vas ni žalil, vi ste mu pa rekli vsem 3 trenutkom budala. V čem je poslušal? V čem je vas žalil? Dovolite mi, da predvajam en zvočni posnetek iz ene izmed oddaj, ki se je zgodila v prejšnjem tednu, pa bomo ugotovili, kaj se dogaja glede mobinga. Marta Kos se je z veleposlaniške funkcije poslovila zaradi... Glejte, taki zadev v praksi ne uporabljamo v slovenskem parlamentu. Lahko citirate, kaj je bilo v tej oddaji, ni problema. Bi pa prosil za nek kulturni nivo. Pa tudi sicer, kadar komu ustreza, so pa mediji odlična zadeva. Tudi tisti, ki so sicer tranzicijska levica. Ja, RTV Slovenija je bil to, kar je predvajal. Če pogledamo morda to, zanimivo je, marsikajšnje očitke smo lahko slišali na račun Marte Kos, ampak izrečene pravzaprav na tako pobalinski ali pa neroden način, da je celo Franc Breznik kot predsedujoči odboru moral umiriti svoje strankarske kolege, ki pravzaprav bi verjetno njihove besede dosegle bistveno večji namen, če bi bile izrečene nekoliko bolj taktno, morda nekoliko bolj kulturno, kjer pa je treba pohvaliti recimo na drugi strani Marto Kos, ki je prišla na to zaslišanje hladna kot špricer in na vse te izpade pravzaprav odgovarjala tisto v stilu, zelo, zelo umirjeno. Ja, kot praviš, politika je seveda tudi stvar stila, in to v Sloveniji še z zamikom nekako spoznavajo eni in drugi, oranžni jim reciva na hitro. Sicer bom pa rekel tako, in od Marte Kos, pa tudi od stila vodenja seje gospoda Breznika, bi se lahko učili tako vodja opozicije Janez Janša, kot njegovi mladi, bom kar povzel za tabo, zaletavi pobalini, ki imam občutek, da bi bili včasih res radi pri 24-25 bolj Janez Janša od samega Janše. Sicer pa morda za kontekst malo tega razburjenja na seji, do neke mere tudi logično, v SDS naj bi bili neuradno kar jezni, prav na dan, ko je bil ta odbor, ker je Marta Kos postavila, pač von der Leyenova postavila Kosovo na organigram, še preden je bilo zaslišanje formalno opravljeno, kar je morda malo netaktno. Jim je pa hkrati von der Leyenova tudi poslala tisto pismo, za katerega si je dneve in dneve zelo koncizno prizadeval Franc Breznik. Pravzaprav bi lahko rekla, da je Brezniku v tem kontekstu uspel veliki met. Ustrajal je ves teden in dobil pismo. Pa še nikogar ni vrgal čez ramo. Nikogar ni vrgal čez ramo, postavil premierja na laž in na koncu tudi odvodil sejo, recimo na tak, lahko rečemo, v stilu dobrem slogu. Ja, res je. Bilo je jasno po razkritju tega pisma, da je Golob želel celo vrsto stvari prikriti pred slovensko javnostjo. Je pa potem vse skupaj po razkritju tega pisma, ki je prišlo v javnost, eskaliralo tudi v eno zelo zanimivo soočenje prav med Francem Breznikom, ki ga omenjaš, in med bodočo najverjetnejšo vodjo poslancev Svobode, Natašo Avšič Bogovič, pri gospodu Slaku na 24 ur zvečer pa poglejva. Jaz sem očividec dogodkov, ki so dogajali v petek, zdaj meni ne moram govoriti, ker sem bil zraven, ko so gospoda Goloba priseljevali, mu grozili. Mislite gospoda Vesela?
se opravičujem, gospoda Vesela in mu grozili, da ne odstopi. To je trajalo v petek, prejšnji petek od 12. ure do 6. ure popoldan. Tako da veli, gospod Golob laže, zavaja slovensko javnost, pošiljajo sedaj seveda v medije ljudi, ki teh informacij nimajo. Glejte, gospa kolegica, ne? Naj mi samo reče, da lažejo, se srečamo na sodišču. Povedal bom, kje smo bili, kdo je bil, zakaj smo bili, kdo je prišel zraven, kdo je prinesel prvo izjavo za javnost, da ne odstopi, kdo je prinesel celo odstopno izjavo na mizo, kjer smo sedeli. Vse nam lahko poveste, kdo je to bil? Ne bom o tem razlagal, ker bom zaščitil te ljudi, ampak hočem vam samo nekaj povedati. Popolnoma laž. Predsednik vlade se je zlagal, še enkrat ponavljam pred slovensko javnostjo, zlagal se je. Lejte, to je res natolcevanje. Reče to samo, da to lahko po nasodišču se srečamo. Kaj reče za to? Povejte v javnost, da lažem. Kaj povejte tu v javnost, da lažete? Reče, da si izmišljujem, lažem. In jaz sem to danes na tiskovni konferenci povedal. Če so vas že sem poslali, nič krivi, nič dolžni niste. Naj pride predsednik vlade sem in naj se z mano sooči. Ja, ne samo, da pravzaprav Tomaž Vesel ni se kar nekega dne pogledal v ogledalo in ugotovil, da ne želi biti več evropski komisar, ne pravzaprav dogajanje tega tedna daje povsem v drugo luč tudi izjave prejšnjega tedna o tem, kako je to potekalo, ne, in Tomaž Vesel pravzaprav pravi zaenkrat, da dokler se stvari ne razjasnijo moči, kar pa glede na razvoj dogodkov, pravzaprav, ki se je dogajal v ozadju, ni tako nenavadno, ne. Res je, in danes bova razkrila še nekaj odmevnih novih dejstev, ki še niso bila rečena v ozadju komisarske sage. Najprej, Golob naj bi po zanesljivih informacijah to, da Ursula von der Leyen Vesela ne bo imela v svoji ekipi, vedel že v času olimpijskih iger, se pravi v zadnjih dneh julija ali pa v najslabšem primeru v prvih dneh avgusta. Zanimiva podrobnost, ki je pri tem ostala kar preveč prezrta, ne, je, da Tomaža Vesela 2. in 3. septembra ni bilo na Blejskem strateškem forumu. Moram reči, da bi bilo to, ne, da vlada v kontekstu imenovanja nove komisije na takšnem dogodku promovira svojega kandidata, verjetno najbolj logična in samoumevna stvar. Še posebej ob dejstvu, da smo se bojda potegovali za resor širitve, ne, torej Zahodni Balkan, in kje, če ne na Blejskem forumu, so zbrani praktično vsi pomembni igralci Zahodnega Balkana. Celotna smetana Zahodnega Balkana, ne, in zanimivo je torej, da je ostal Vesel pred vrati tega Blejskega foruma dejansko 3 oziroma 4 dni preden je bilo pismo poslano v Ljubljano, in to je petek 5. septembra. Ne. Zdaj drugič, in to se navezuje na točko 1, po zanesljivih informacijah Golobov kabinet v petek 6. septembra to informacijo, da se Vesel kakor sam umika, ne, lansiral v javnost neuradno kot neuradno informacijo, še preden so imeli to pokrito na papirju. Po domače povedano, dali so to novinarjem, še preden se je Vesel pod odstopno izjavo podpisal. In če gre razumeti Franca Breznika, so to počeli celo v prisotnosti opozicije, ta pritisk, ki naj bi trajal celo več ur na Tomaža. Očitno celo to, in kot se je izrazil gospod Breznik, lovili to druščino, ki je sedela na pivu ali na tortici, ne, zaradi mene več kot 4 ure, med 2. in 6. popoldan na tisti petek, po mojih informacijah. Obstajajo pa tudi nekateri indici, ne, da ta zgodba z ženskimi kvotami ali pa življenjepisom Tomaža Vesela, če hočeš, ni v bistvu edina, ne, zaradi katere si je Ursula von der Leyen premislila. Pravzaprav ima Ursula von der Leyen zelo konkretne razloge, zakaj je želela, da Tomaž Vesel ni del njene ekipe. Ne? Ja, in razkrivava jih tu na tem mestu kot prva. Mogoče najprej za malo zgodovinskega spomina. Ne? Ursula von der Leyen je morala še v prejšnjem komisarskem mandatu odgovarjati na hude očitke glede dogovarjanja s farmacevtskim gigantom Pfizerjem, ne, v času korone, in evropskemu generalnemu tožilcu celo razkrivati podrobno vsebino svojih SMS sporočil iz tistega obdobja. In od takrat, pravijo vsi, ki so vsaj približno blizu v Bruslju, jo še toliko bolj skrbi, da bi jo kdorkoli, kakorkoli povezal z različnimi poslovnimi lobiji, ki pač variirajo okoli Evropske komisije. Konkretna zgodba pa gre nekako tako, a ne? Ursula von der Leyen ima 61-letnega brata, tule ga vidiva Hans Holger Albrecht, ki je vpliven podjetnik in mislim, da od marca, od pomladi 2023 vodi multinacionalko Superbet. Kot že samo ime pove, je to podjetje, ki se ukvarja z stavami, konkretno športnimi stavami. Še več, a ne, in zdaj tu postane zgodba zanimiva za Slovenijo. Junija lani se tudi v slovenskem tisku
ta korporacija pojavi kot uradni ponudnik, sicer nezavezujoče ponudbe, za nakup športne loterije Slovenije, katere 17% solastnik, ne, pa je od leta 2015, od dobe Aleksandra Čeferina, tudi Nogometna zveza Slovenije. Ne. Po domače povedano, v tem poslu je torej brat Ursule von der Leyen srečal najmanj Aleksandra Čeferina, za Tomaža Vesela tega ne vemo in ne moremo trditi, pri čemer je pa tudi znano, da je Čeferin bolj zagovarjal kasneje, ne, lani, predlani, prodajo Čehom, istim, ki imajo v lasti tudi medijski stebr, se pravi Pop TV in A kanal. Torej, pravzaprav Vesel oziroma njegovo omrežje, če lahko tako rečemo, ne, pravzaprav trn v peti von der Leyenovi. Ja, lahko bi zdaj to razumeli, ne, kot nekakšen povračilni udarec Superbeta, ki je potem namero po nakupu loterije kmalu, že lansko jesen po nekaj mesecih umaknil. Zdaj preverjal sem malo pri kakšnih akterjih, bolje obveščenih v slovenski politiki, marsikdo za to zgodbo s bratom Ursule von der Leyen ve, pa so o njej zelo redko besedni, ne glede na politični pol, tako da ni dvoma, da ozadje celotne te zgodbe za športno loterijo Čeferinom in svojim bratom pozna tudi Ursula von der Leyen in naj bi bila na te bratove posle v Sloveniji celo posebej, po mojih informacijah, te dni opozorjena. Še ena zanimivost, ustanovitelj Superbeta pa je srbski poslovnež Saša Dragić. Če tule dava resor širitve zraven, domišljija dela še nekoliko bolj, morda pa najbolj ob informaciji, da se Saša Dragić in Zoran Janković, ki je zelo naklonjen Marti Kos, še kako dobro poznata. In še kako ima Zoran Janković tudi interese na Balkanu. Tako je. Tako da tukaj, morda še najmanj stavniške. še najmanj. Tukaj je pravzaprav tako zelo, zelo zanimivo poenotenje oziroma nekih teh interesov, ki se dogajajo, ne, tudi ne nazadnje nekoliko čez ta levi pol, ne, kot malo še neke informacije. Ne, dejstvo je, da se je okrog Tomaža Vesela zgodilo neko tiho poenotenje, opozicija sicer ni ravno izrecno podprla njegove kandidature, ni pa tudi bila proti, ne, se pravi so se vzdržali in v ozadju so bile informacije o paktu, ki naj bi ga okrog tega sklenila tudi Janez Janša in Aleksander Čeferin, ki je sicer v preteklosti izrekel mnogo slabega o SDS-u in vodji opozicije. No, ne nazadnje tudi SDS-u in Tomažu Veselu. Lahko smo brali članke in poslušali, kako naj bi kradel bagre na nekih nemških gradiščih in neupravičeno služil težke denarje na FIFI in tako naprej. Vse to je potem kar nekako potihnilo. Dogovor na osi Čeferin Janša naj bi po informacijah insajderjev obsegal vsaj dvoje naslednje volitve. In sicer parlamentarne 2026, ko naj bi se Aleksander Čeferin zadržal pred kakršnimi koli odmevnimi izjavami na temo Janeza Janše, podobno v nasprotni smeri leto 2027 potencialno se ugiba, ali bo Čeferin kandidat za predsednika republike, naj bi se pa Janša vzdržal, ne, kakšnih vročih komentarjev. In seveda so tu zraven medijski stebri. Odlaskov medijski stebr, ki ga pokriva Tomaž Vesel, potem sva že omenila češke lastnike Pop TV-ja, ne? In v tem kontekstu se opravičujem, nepomembna tudi novost pri lastniku Mercatorja, ki je največji oglaševalec na Pop TV-ju, ne? Forte Nova ima namreč slovenskega člana uprave od nedavno, je to nekdanji tesen Janšev sodelavec Borut Petek. Ne? Tako, komisarska saga, pravzaprav, ko kopljemo nekoliko globlje, tako, ja, prinese še en kup nekih zanimivih podrobnosti, ki jih pravzaprav na površju ni zaznati, dajo, bomo rekel, vsem drug kontekst, to dogajanje, ki smo mu bili priča. Ne, zanimivo je pa še tudi kontekst, če gremo morda naprej, dogajanja okoli iskanja novega obrambnega ministra. Ne. Težko smo si predstavljali, da bi dobili po Marjanu Šarcu nekoga, ki bi uspel dati več komičnih izjav, pa je vendarle tudi to uspelo. Veliki met. Poglejmo. Dobro jutro, dober dan vsem. Vse to so vaše domneve, ugibanja, kaj bi bilo, če bi bilo. Minister je nekdo, ki uživa zaupanje predsednika vlade. Ustvarjamo vsi skupaj družbo, kjer ni vse prav, če ni vsak dan nekaj narobe. V tej državi ustvarjamo klimo, da ni vse prav, če ni vsak dan nekaj narobe. Če ni afere, jo pa potenciramo in si zmislimo, v tej državi preprosto ni vse prav,
če ni vsak dan nekaj narobe. Drugače pa v vladi, v koaliciji delamo kar solidno. Poslanska skupina je enotna, stranka je v dobri finančni kondiciji. Ta vlada uspešno, hitro, učinkovito, rekordno v zgodovini tej državi odpravlja posledice strahovite naravne nesreče. Da bo kot kandidatka za zdravstveno ministrico predlagana profesor dr. Valentina. Ukvarjamo se tudi z zdravstveno nadgradnjo sistema in to kar učinkovito. Moj položaj ni nečastne narave, ne ministrsko plačana funkcija s šoferjem. Moj položaj je povezovanje ljudi, usklajevanje, koordinacija, se pravi izrazito delovne narave. Ja, ob tem povejmo, da je pravzaprav to šele skrajšan kolaž, da celotnega daljšega bova še objavila na najnem YouTube kanalu, kar je lahko tudi iztočnica, da se na kanal tudi naročite in tako ne zamudite tudi še prihodnjih oddaj. Zdaj, če pogledamo tole, kar smo videli, pravzaprav dobivamo ministra za obrambo lika in dela Roberta Goloba. Ja, je ekspert za obrambo definitivno, ko gre za obrambo vlade in premijeja, bi pa najprej rekel, da podobne težave, kot je imel z takrat novo zdravstveno ministrico, bi imel tudi jaz, naprimer z Darjom Feldo, če ne bi bilo odstopa ta teden, ampak to še bova. Ne, sicer pa pretehtalo naj bi znanje angleščine. Ne? Župan Tržiča pravi zase, da ima nekaj izkušenj na področju zaščite in reševanja, to je govoril tudi Marjan Šarec. Po kompetencah nismo šli daleč. Komika je zamenjal šolani veterinar, tako da kar se tiče te bližine obrambnemu resorju, je vse ostalo približno tako kot prej. Pa tudi res, ne? Če Borut Sajovic pravi, da je prostovoljni gasilec, tudi na ta Mors silom prilike prihaja kot neke vrste gasilec. Ni daleč od Marjana Šarca, ne? Sicer pa zdaj lahko pričakujemo kakšne izjave v smislu army works well. Ali pa government works well, tako da se tudi tega že veselimo. Še nekaj mi je padlo v oči, zanimive izjave, ne? Ker govoriva, da kompetenc nekih vsaj formalnih ni. Potem poslušamo izjave, da je to iskrena osebnost, sam pravi zase, da je skromen in ponižen. Ne? To so zdaj očitno iskane kompetence v slovenski politiki in v vladi. Mislim pa, da je še ena krilatica zdaj dobila domovinsko pravico in sicer namesto plitkega kadrovskega bazena, kar ga nedvomno imajo, pravijo, da ne iščejo več strokovnjakov, zdaj iščejo politike. Ne? Kar je zanimivo, ne? Kar sicer v zreli demokraciji bi bilo nekaj normalnega. Ne? Pomembno je, da imaš na resorju pravzaprav politika, ki je izkušen, ki lahko potem tudi sprejme politično odgovornost. Zdaj, ali pa je to Borut Sajovic, ali Borut Sajovic politik samo zato, ker ni nič drugega, ne? Je pa drugo vprašanje. Drugo vprašanje in odgovor si že malo ponudil tudi sam. Zdaj še en minister, je pa se znašel na izstopnih vratih, Darjo Felda. Se pravi, če ne bi bilo zadnje dni toliko v medijih okrog njegovega odhoda, bi rekel skoraj Darjo, kdo? Ne? Šel sem gledati pretekle sezname, moj spomin, recimo res tisti aktivni na slovensko politiko, sega v leto 2004 in sem odprl sezname vseh slovenskih vlad od takrat in iskal podobno nezanimive ali pa neopazne ministre. Prav veliko jih vseeno ni bilo. Prav veliko jih ni, sej lahko bi kdo izstopal tudi po kakšni pijani vožnji, ko je zaspal v službenem vozilu in hitro odstopil, ampak če govorimo o teh, za katere danes skoraj nihče ne ve, Marija Lukačič mi je kot kmetijska ministrica iz prve Janševe vlade po letu 2004 ostala v spominu, ali pa recimo Boštjan Žeks iz Pahorjeve, pri čemer je treba dati tule zvezdico, da je bil gospod, kadar se je oglasil zelo koncizen, proti koncu mandata mislim, da vodil celo 3 resorje, če je to sploh možno po zakonu, ampak recimo mu, da je bil tudi malo dolgočasen. No, kar je še treba reči, glede na izkušnje, kako je Tomaž Vesel odstopil sam in še marsikdo, je dobro vprašanje tudi, ali si je Darjo Felda res tako zelo zaželel vrnitve v akademske vode, ali gre tukaj za fiasko pri romski problematiki. Bom rekel sicer tako, da je neuradno seveda slišati, da je bil tudi premier, potem ko je opozicija na to opozorila, zelo nezadovoljen s tem, kako se rešujejo problemi z Romi in z nasiljem v šolah. Sicer pa, če slučajno drži, da se mu je po 2 letih v politiki stožilo po akademskih krogih,
Pa kdo bi mu od takih sodelavcev na vladi zameril, da hoče nazaj? No, ko smo že pri teh ministrskih rošadah, še ena stvar se obeta kot težava. Vendarle, če smo se prej nekoliko ponorčevali iz kompetenc Boruta Sajovica, eno kompetenco pa bojda res dobro vlada in sicer povezovanje. In tudi ne nazadnje vseh 40 poslancev, če vzamemo Mojco Šetinc Pašek, ki so jo ven vrgli oni, še vedno drži v poslanski skupini, kar je za tako veliko poslansko skupino tudi neke vrste dosežek. Vprašanje pa je, ali bo to zmogla recimo tudi njegova naslednica. Bodo definitivno s tem težave. Boruta Sajovica sem imel v preteklosti tudi malo osebno priložnost vendarle spoznati, in ugotovil, da to je človek, ki ga imajo v glavnem v okoljih, kjer deluje radi, kar za tako veliko in tako novo poslansko skupino, kot je Svoboda, ni nepomembno. In mislim, da bojo imeli tu tudi, ko bojo pač časi malo težji, kot so zdaj, ker vemo, da je zadnje leto mandata ponavadi, bojo imeli z disciplino lahko mnogo večje težave. In pritiski ne nazadnje naraščajo. Še ena ministrica pravzaprav je tudi na liniji za odstrel, že druga interpelacija. Očitno je tako težka, da jo je težko vršti, čez ramo pa še posebej. Ja, druga interpelacija čaka ministrico Emilijo Stojmenovo Duh, ne nazadnje zaradi računalnikov in vseh drugih afer, ki so se dogajale na njenem ministrstvu. In tukaj pravzaprav podporo že nekako na tihem odklanjajo tudi koalicijski partnerji. Pogleda, kaj je povedala na to recimo Meira Hot iz Socialnih demokratov. Tako vodja naše poslanske skupine kot naš minister, torej predsednik stranke, sta že povedala, da bi najbrž na njenem mestu se sama odzvala in razbremenila koalicijo. Ampak vsak ve pri sebi, kaj je njegova odgovornost. Ja, ali pa vsak naj bi vedel pri sebi, kaj je njegova odgovornost, morda tudi seveda kakšna praska in zamera iz preteklosti, ker je Stojmenova iz SD-ja prestopila tako zelo lahkotno pred sestavo vlade v kvoto Gibanja Svobode. Sicer me pa zabava, ko govoriva ravno o tej relaciji, ki je kar vroča v vladi, se pravi Svoboda SD, ta Golobova izjava o tem, da imajo vsi drugi koalicijski partnerji večje pretrese kot on, to je povedal v pogovoru na nacionalni televiziji ta teden. V resnici pa dejstva govorijo drugače. Če smo zelo formalisti, pa gledamo samo spremembe predsednikov strank, to drži, če gledamo pa menjave na resorjih, pa niti približno nima prav. Pravzaprav razen Dominike Švarc Pipan, ki je pravzaprav tudi odletela zaradi afere, ki so jo zakuhali v Svobodi, so vsi ostali ministri, ki so do zdaj odstopili ali bili odstopljeni iz kvote Gibanja Svoboda, in tudi v prihodnje se zdi, da pravzaprav so tisti najbolj napadni. Ja, lahko smo malo žleht pa rečeva, da bi v Svobodi hitreje opravili, če bi zamenjali samo predsednika kot pa 6 ministrov. Tako da. Ja, drži. Morda pa žal bi zdaj postane minister za digitalizacijo. Hvaležni minister za digitalizacijo. Tako da ne nazadnje ni tako po kompetencah, glede na to, kakšne so kompetence v tej vladi, ne bi bil niti več presenečen, če bi pravzaprav se tudi on pojavil zdaj, na to mesto. Peter, kot ugotavljava, se vlada ogromno ukvarja sama s sabo in s tem kadrovanjem, se pa takrat, ko nima drugih rezultatov za pokazati in ko se takole usodno zapleta tudi na diplomatskem parketu zunaj Slovenije, hitro zgodi, da preusmerijo pozornost s kakšnim premikanjem kipov, preimenovanjem praznikov, tam so pa kar učinkoviti, ko je treba. Ja, pravzaprav so to poimenovala Fata Morgana tedna, že lahko rečeva redna rubrika, ki je pravzaprav ta teden izkazala se na 2 koncih. Torej, ko res, tudi če pravi Borut Sajovic, da bo reforma hitra in tako naprej, ko res nimaš nekih resnih reform, ali pa so te tako slabe, da te gospodarstveniki potem raztrgajo na soočenjih, se naša politika, posebej leva, zelo rada vrne k preverjeni funkciji, preverjeni formuli, dajmo narediti nekaj ideološkega, nek bombonček, neko bombico vreč, in se bodo ljudje potem pogovarjali o tem. Recimo preimenovanje praznika vrnitve Primorske k matični domovini v priključitev, kjer se zaradi nekega partizanskega dokumenta in formulacije v njem. Ki ni nikoli bil tudi predmet mednarodnega prava, medtem ko recimo znani Slovenci tipa Boris Pahor se po mojem zdaj obračajo v grobu, ki so zelo jasno povedali, da pač se zgodovina ni začela leta 1941 ali pa 1943, kot si morda kdo predstavlja, in da je Primorska že prej bila del slovenske
slovenske matice in da je bila pravzaprav po fašizmu, ne, ki je dodam vrnjena, glede praznikov samo to, da mi ni blizu nikoli. Niti ko desnica tik pred volitvami uvaja neke nove praznike, niti ko se premikajo kipi, zdi se mi, da je to res predvsem v dveh smereh. Ne. Eno je tisto predvolilno nabiranje in utrjevanje glasov pri lastni bazi, drugo pa prikrivanje nekih realnih neuspehov oziroma pomankanja rezultatov. Ne, med katere lahko vrstimo tudi vračanje kipov Tita, ne, na Brdo, v prejšnjem mandatu so jih lepo diskretno predstavili. V Pivko, ne nazadnje je to stvar, ki jo počnejo kulturne države, ne, recimo, če greste na Madžarsko v Budimpešto, ne, lahko se da pogledati, recimo nek park imajo, kamor so počistili iz ulic vse to, da ne rečem nesnago, ne, raznih teh komunističnih kipov in so zdaj zbrani tam v nekem parku, kjer jih lahko potem ljudje pogledajo in vidijo, česa morda si ne želimo več. Ja, mislim, če želi pač kulturna ministrica Asta Vrečko biti znana in iti v zgodovino po reformi kipov na protokolarnem objektu Brdo, potem je to pač stvar njenega okusa, se mi zdi res žalostno. Ne? Sicer bom pa rekel tako, apropo Budimpešte in tega parka, ki ga omenjaš, poznam, lahko se vprašava edino, če ne bodo nekoč v prihodnosti tja hodili gledati na smetišče, tudi kip Viktorja Orbana konec koncev. Ne? Bomo videli. Sicer pa, ko sva pri kontroverznih zgodovinskih osebnostih, ne moreva mimo novih pretresov in dogodkov tudi čez lužo v Ameriki. Novo streljanje na Donalda Trumpa, ne, se nekateri se tudi iz tega delajo norca, ne, češ dal se je ustreliti v uho, zdaj pa še en incident, da bi izpadel žrtev. Kaj praviš ti? No, mislim, zagotovo tukaj ne gre. Mislim, to je bistveno preveč tvegano, ne, da bi se lahko s tem igrali. Videli smo že pri prvem, ne, da je šlo pravzaprav za milimetre, ko je bila razlika med popraskanim ušesom ali pa razstreljenimi možgani. Ne, in tudi v drugo pravzaprav ni šlo za štos, ne, k sreči je bilo pravočasno opaženo, tako da ni bilo neke resne nevarnosti, ampak vendarle, če bi se zadeva razpletla nekoliko drugače, bi lahko pravzaprav imeli mrtvega predsedniškega kandidata, kar bi v tako razgretem ozračju, kot ga trenutno imamo, res lahko vodilo v nepredstavljive razsežnosti. Verjetno, res, morda celo v tisto, kar sem in tja kdo omeni, 3. svetovno vojno, ne? Ker vendarle predsednik ZDA, pa naj bo to levi ali desni, ni kdorkoli. Ne? No, in ko smo že pri vojni, ne, en izjemno zanimiv, pravzaprav lahko rečemo, izjemno dovršen napad, pa je ta teden uspel Izraelu, ne, pravzaprav v napadu na teroristično skupino iz Libanona, imenovano Hezbolah. Ne. Ja, ki streljuje tedne in mesece rakete v smeri Izraela. Ne? Ja, nekoliko manj poznano, ampak od samega začetka v Gazi in že prej pravzaprav so to redno počeli, ne, in zdaj pravzaprav Izrael izvedel neki izjemno nenavaden napad, ne, uspeli so jim nek nov preboj v taktiki pravzaprav bojevanja, ne, jaz bi rekel, to je čisto moja pogruntavščina, točkovna eksplozija v bistvu. Ne. Ja, nekako so uspeli v njihove te pozivnike, ki jih uporabljajo na mesto mobilnih telefonov, da so težje izsledljivi, ne, namestiti razstrelivo, ki so ga potem simultano sprožili ta teden in na ta način pravzaprav onesposobili preko 3000, mislim, da pripadnikov Hezbolaha. Dobesedno gre za žepne eksplozije, ne, večino je razneslo nekje v žepih hlač, naj se žepno še tako nedolžno, ali v rokah, ja, naj se še tako nedolžno sliši, to je dejansko dovolj, da človek umre, ne. Ali je zelo hudo poškodovan. Je pa dejansko morda vsaj taktično v takšnem smislu, da tega kolateralnih žrtev oziroma civilnih, če hočeš, jih praktično ni. Ne? Ja, nekako so s tem Hezbolah dobesedno poslali v srednji vek, ker so ostali praktično brez komunikacije in, kar je tudi pomenljivo, ne, tako so pravzaprav onesposobljeni, da niti nekega resnega odgovora zaenkrat še niso uspeli izvesti. Še za hip preskočiva prvi dami ZDA, ne, ko smo omenjala streljanje na Donalda Trumpa. Melania Trump se je zavzela za to, da bi malo resneje vzeli te grožnje in preiskali ozadja. Ne? Ja, redko se oglasi Melania Trump, ne, ampak tokrat se je pravzaprav oglasila, povedala pa predvsem zelo zgroženo, da je razočarana, da se v ta poskus atentata, govorimo še o prvem poskusu atentata, ker je bila izjava izrečena pred drugim, ne, pravzaprav niti nihče resno ni poglabljal, niso znane kakšne resne analize tudi nekih resnih
konsekvenc ni. Ne? In ko smo že pri redko pojavljajoči se prvi dami, nekam je izginila pravzaprav tudi slovenska, če rečemo, prva dama ali pa prva spremljevalka, konkubina. Ja, res je izginila tudi na praznovanju tega praznika, ki bi ga zdaj aktualna koalicija rada preimenovala. Na Primorskem ni bilo Tine Gaber, namreč ob Robertu Golobu, bili so otroci, mislim, da je bila hčerka. Je pa Tina Gaber se ta teden pojavila drugače, v bistvu eden od najnih gledalcev nama posredoval material iz učilnice ene od ljubljanskih srednjih šol, konkretno zdravstvene šole v Ljubljani, na Poljanski. Tam so namreč šolsko leto, še preden se je minister Dario Felda odločil, da odstopi, praktično začeli z uro bontona, vse tu, da smo čisto iskreni, bonton je smiselno v slovenskem šolskem sistemu. Bi ga bilo pravzaprav fajn, če bi imeli več. Vlagati več, je pa nekatere starše, pa očitno tudi koga od učencev zmotilo, da so jim kot prvo lekcijo bontona v novem šolskem letu predvajali Tino Gaber z gostjo, pa morda pogledava, kaj točno med drugim v tem posnetku izreče Tina Gaber. Ne veva sicer točno, kateri del tega posnetka, ali so celega samo del. Sva ga pa izbrskala gledali dijaki. Je pa zelo zanimivo pravzaprav ta posnetek v kontekstu, recimo tudi komisarske sage in Marte Kos, ki se ji očita tudi neka ta huda enakost spolov. Tina Gaber gre pravzaprav tukaj nekoliko v kontrasmer. Ja, res je. Meni se zdi to sicer malo žalostno, da so se kar malo zbrisale meje med spoloma. Ja. Se pravi, ženske smo ratale bolj tudi moški občasno. Moški imajo tudi kakšne ženske lastnosti, se pravi, ali so užaljeni, ali so bogi, ali so... Pogrešam to, da je dec ženska, pa da je ženska. Ja, v to smer pač družba gre. Morda si zasledila, da so mogoče pred 2 letoma na filozofski fakulteti celo predlagali, da se lahko tudi moške nagovarja v ženski obliki. Mislim, to je zdaj kar res velika zmeda. Bom rekel samo to, da leta 2024 verjetno Tini Gaber več ne bi bilo tako politično oportuno razlagati takšne, bom rekel, kar tradicionalne in konzervativne nazore. Pravzaprav se lahko strinjamo s Tino Gaber. Ne nazadnje, to bi bilo lahko verjetno, če ne bi bila Tina Gaber kot oseba tako zelo razopita, prav uporaben didaktični Kdo ve, morda pripomoček. imata pa doma to najno oranžno koalicijo. Golob bolj liberalen, Tina pa kot vidimo čisto konzervativna. Morda bi veljalo poskusiti še na političnem parketu. Morda, ne nazadnje so to teme, ki pravzaprav so Slovencem tudi blizu, morda bolj kot si kakšna Marta Kos to predstavlja. Ja, res je. In ker dolga sva danes, marsikaj zanimivega sva povedala, zato tudi morda nekoliko daljša oddaja se bo potrudila, da v prihodnje morda ne bo tako dolga, ampak vseeno tradicija je tradicija. Tradicija je tradicija in ker je bil tempo do zdaj naporen, si spočimo spet z malo poezije. Tokrat je bil naša muza, če želite, novi obrambni minister Borut Sajovic. Takole gre. Vlada dela dobro, prišel nam je povedati ob vsaki manjši ali večji krizi. Ko pa komik je v Bruselj med poslance šel, vabilo za ministra znajde se na Borutovi mizi. In ga razjeda dvom. Kako bom zdaj z bombami in stanki? Šolan za veterinarja, po duši skromen in preprost gasilec, Borut se ne vidi v vlogi prvega vojaka in ne kot Damirjev krotilec. Ga noč in dan bodrita žalbi in arčon. Borut, ti si politik, tako kot midva, strokovnjak za lika in dela si obrambo. Če dali smo prenosnike Emiliji, pa da tebi ne bi dali par oklepnikov v hrambo. No in pogleda Borut se v ogledalo in si reče, fantje, bo pa že držalo, bil tržiški sem župan, sem zdaj poslanec, bom še minister za obrambo. Ne, to ni vic, to je Borut Sajovic. No, pa smo znova zaključili tudi v poetičnem slogu, kot smo že, lahko bi rekli, celo nekoliko navajeni. Spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami do konca, ker ste vztrajali. In hvala, ker nas tudi sicer spremljate v takšnem številu. Se vidimo znova prihodnji teden v novem tedenskem safariju, zato se le naročite, da ga ne zamudite. Nasvidenje do prihodnjič. Nasvidenje.